tehnikacije? Ja, nevarna situacija, sem mislil, da vas ne bo, sem mislil, da pač to ni preveč, si mislil videti, da to ni preveč zanimivo. Kaj naj bi ta majhna slovenska luža, ta majhna kapljica morja sploh imela od morskih psov in skavtov in tako naprej, ne. In druga stvar, kolegi Hrvati, kolega Brajkovič, kolegi zadaj, Iris, si mislite, slovenska majhna luža, morski psi in tako naprej. V redu, no, pač dajmo vas presenetiti. Ja, prihajam z morske biološke postaje, kot je Kevin rekel. Sem dolgo časa obiskoval določene stvari, ki so bile povezane z raznimi projekti, ampak zdaj stara leta se vračam malo nazaj do tistih stvari, kjer imam veliko podatkov, veliko različnih zadev, ki jih nismo nikoli uspeli realizirati. In glede tega tudi spodbujam moje kolege, tako da poskušamo pridobiti sredstva iz raznih mednarodnih projektov, tako da bi tudi te stvari raziskali. Kajti izkazalo se je, da je ta majhna luknja, ta majhna luža na vrhu Jadrana zelo, zelo zanimiva. Recimo tukaj med nami je ena moja študentka, ki je pred kratkim naredila zelo lepo zaključno nalogo, ki je dokazala, da so v slovenskem morju, v slovenskem delu Jadrana, da imamo jaslice različnih vrst skatov in tudi nekaterih morskih psov. Tako da tukaj nisem sam, ki vam lahko te stvari govoril, nas je več. In prav je, da vidite, da imamo neke argumente, ki bi jih lahko seveda znali boljše uporabljati v tem našem majhnem morju. In imeti morje ni kar tako. Vprašajte Slovake, vprašajte Čehe, vprašajte Madžare. Imeti morje je kompetitivna prednost. Si morska država, si pomorska država. In to je vedel že belgijski kralj Leopold I, ki je rekel, da država, ki ima morje, ni majhna. In žal se mi tega premalo zavedamo, ampak bom pa pojasnil nekatere argumente, ki so seveda glede tega tudi samopovedni, torej so sporočila prihajajo samo od sebe že na podlagi tega, ker boste pač videli kasneje, ker gre res za neko izjemno okolje severnega Jadrana. Torej, to, kar bom predstavil tukaj, to je plod tam nekje okoli 30 let dela. To delo ni samo moje, so tudi moji kolegi, so tudi moji prijatelji, so tudi moji sotrpini na morski biološki postaji. In ti sotrpini so tako imenovani argonavti, ne argonavti. Argonavti so drugo. Argonavti so tisti, ki so bili z ladjo Argo, pa so šli potem z Tezejem in Jazonom iskat zlato runo. To so argonavti, raziskovalci Arke. Arka je seveda Noetova barčica in kot veste je Noe vse pač, kar je bilo znanega, spakiral na to barko in nekako rešil biodiverziteto pred potopom. No, v prenesenem pomenu je Noetova barčica tisto, kar imamo pa veliko, čeprav ni česar v izobilju. To pomeni, imamo veliko vrst, čeprav nobena vrsta ni res prisotna v takem velikem številu. To je v bistvu ta koncept Noetove barčice in zato se pač ta skupina, v kateri sem sodeloval in še vedno sodelujem dolgo časa, v bistvu sem jo tudi na nek način ustvaril. Ta skupina se imenuje argonavti, raziskovalci Noetove barčice. In če sem govoril in če bom govoril, morda v ednini, če bi to zbežalo, morate vedeti, da pač je to sicer plod mojega dela, ampak to ne bi nastalo nikoli, če ne bi imel pač prijateljev, znancev, kolegov, sodelavcev, ki so pri tem veliko pomagali. No, nekaj znam, nekaj malega sem v tem življenju naredil, pač imam 19 knjig, ki sem jih napisal, imam veliko člankov, tako da imam nekaj argumentov, pa vi, ki ste moji študenti pretežno tukaj, veste, da tudi nekaj znam nas kaj naučiti. In zato pač morda je to odveč, kar tukaj kažem, ampak samo da veste, da pač nekaj znam, nekaj bom vedel povedati, ker pač imam tudi nekaj izkušenj glede tega. Severni Jadran, Tržaški zaliv, to ni Amerika, to ni Anglija, to ni Francija, to je del, ki ga delimo z Italijani in deloma z Hrvati. To je del, ki je zibelka vseh oceanografskih in bioloških ved, ki se ukvarjajo z morjem. Tu se je vse začelo.
A drugače povedano, tu so najdaljše zbirke na svetu, kadarkoli, če govorimo o zapisovanju, spremljanju, popisovanju, raziskovanju biodiverzitete, pa ne samo biodiverzitete, tudi temperature, slanosti, fizikalnih parametrov in tako, in še marsikaj. Tukaj se je vse začelo in zato smo lahko srečni, da imamo ta privilegij, da te stvari lahko spoznamo in imamo kompetitivno prednost pred drugimi, ker mi lahko rečemo, to smo dobili, to smo izgubili, tu smo pač povzročili, da je ta vrsta izginila. Zaradi teh danosti so se te stvari prikazale v našem morju spet in tako naprej. Ti nizi so daljši največji, torej več kot 200 let in zato je pač to ena res privilegirana geografska enota, ki nam glede tega pomaga lažje razumeti. Torej, zaradi najdaljše tradicije raziskovanja biodiverzitete je to okolje zelo priročno za razumevanje razširjenosti biodiverzitete. In to predavanje, ki ga danes vam predstavljam in kolegom, ki so na Zoomu, je v bistvu nekakšen rezime daljšega časovnega obdobja, da vidite, kaj tukaj delamo. Recimo ena vrsta, ki bi za njo nekdo pomislil, se to je redko, o tej vrsti malo vemo in tako naprej. To vrsto vsako leto fotografirajo, posnamejo, pogosto se ujame v mreže in tako naprej. Vrsta, ki ima lahko tudi 4 metre, ampak tudi vrsta, ki, kar je najbolj pomembno, se v našem morju razmnožuje. In ravno prej sem povedal kolegu, da se je ravno lansko leto zgodil primer, ko je samica, torej nekje pol tretji meter, torej 2,5 metra dolga, se je zadrževala v Mandraču v Trstu in so jo vsi opazovali, Tržačani bili navdušeni, za njih je bilo to res nekaj enkratnega, da so imeli priliko videti to samico, ki je imela na boku poškodbe so da zaradi samcev, to pomeni, da je bila verjetno oplojena in ko nekaj takega vidiš in veš, da se je to zgodilo, je to dobra novica, zelo dobra novica. In take novice seveda so tudi tiste, ki bomo danes pogosto slišali v okviru tega predavanja, tako da na koncu boste videli, boste sami presodili, pretehtali, ali so ti argumenti, ki jih boste spoznali, dovolj dobri ali vas bodo navdušili in tako naprej. S čim se ukvarjamo na Murski biološki postaji, torej v bistvu z vsem. Štartamo pa z izhodišča, da ribiči v svoje mreže ujamajo morske pse in skate. In problem je v tem, da ko se to zgodi, temu rečemo prilov, kar moji študenti gotovo dobro poznate. Prilov ali bycatch po angleško. Prilov je, kadar se v ribiškem mrežu lovijo vrste, ki niso tarčne. To je vse tisto, kar smo zaradi nekega tarčnega organizma dobili poleg. Problem je v tem, da tega je zelo veliko. To so razni to so razne vrste morske ptice, to so morske želve, to so delfini, to so mnoge vrste rib, predvsem pa so to tisoči in tisoči, mogoče rečem tisoči je premalo, moram bi reči 10.000 in še več organizmov, ki pogine vsakič, ko se povleče ena mreža zaradi neke tarčne vrste. In to je hud problem. Zaradi tega seveda smo imeli eno strategijo, da bi čim boljše odnose z ribiči vzpostavili, da dobimo ta material, ki bi drugače bi ga zmetali v morje. In res, vsaj na tak način smo ta material porabili za različne raziskave osnovnih podatkov, kot so biometrija, torej nekakšna osebna izkaznica, kot so spolna dvoličnost, namreč pri mnogih vrstah hrustančnic je to značilno, da so samci drugačni od samic, na podlagi teže, na podlagi dolžine, na podlagi raznih drugih znakov, na podlagi debeline lusk, na podlagi sploščenosti glave in še marsikaj. Tako da tukaj dobimo podatke tudi o tem, v kakšnem stanju so ti osebki, lahko računamo indeks kondicije, tako da vidimo, ta primerek je v dobrem stanju, glede na njegovo dolžino in je njegova teža pravšnja, je primerna in tako naprej in tako naprej. Skratka, dobimo kot nekakšen, bom rekel, zdravnik, dispanzer, neko osnovno informacijo o populaciji. No, seveda te podatke uporabljamo skupaj z našimi partnerji, z Inštitutom Jožef Štefan in s podobnimi organizacijami,
za raziskovanje kopičenja onesnaževal v morju, v hranilcih, od živega srebra do selena, do arzena, do tributiltina, do mikroplastike, kar je posebej aktualna tematika. In seveda tiste podatke, ki so za nas najbolj pomembni, osnovni podatki o ekologiji in biologiji vrste. Od ektoparazitov, ki jih pač imajo na sebi, do preiskave hrane, s čim se hranijo, kako je starostjo, kakšna je starost populacije, kakšno starost dosežejo in tako naprej. Kako je z zrelostjo gonad, zakaj je to pomembno, da vemo, ali je to okolje mladih primerkov, ali je to okolje primerkov, ki tukaj spolno dozorijo, ali je to okolje, kjer se pojavljajo tudi odrasli. Skratka, tukaj imamo veliko različnih variant in tudi ocenjujemo nekatere danosti, kot so recimo razmnoževalni uspeh, ki nam pove, ali je populacija neke vrste, bomo rekel, v nekem demografskem vzponu ali v demografskem padcu. Skratka, to so ti podatki, ki jih pridobivamo. In moramo povedati tudi, da imamo v tem našem morju, tej majhni kapljici, imamo tudi kar nekaj vrst. Torej, v bistvu Jadranu je bilo doslej ugotovljenih 33 vrst morskih psov, od tega 24 samo v Tržaškem zalivu potrjenih. Zdaj, Jadran je toliko in tolikokrat večji od te kapljice morja, ki jo pač imamo. 24 od 33, to je številka, ki je neverjetna. Res je, ampak ko govorimo o vrsti, ki se v nekem okolju pojavlja, moramo vedeti, da ne govorimo o tem, da se ta vrsta redno pojavlja, ampak da je bila potrjena. Lahko je bila potrjena tudi 50 let nazaj ali pa še več, lahko je bila pač nekoč zelo pogosta, pa danes ni. En tak primer je sklad. Sklad je morski pes, ki je hrbtno sploščen, ki je v bistvu najbolj ogrožena vrsta jadranskega morskega psa, ki pa je bil še točno pred stoletji najbolj lovljena vrsta morskih psov sploh v Jadranu. In ravno v Trstu so ulovili orjaške količine, torej, to je bila najbolj prodajana vrsta in to vrsto so dejansko ribiči iztrebili. Danes, jaz sem že to vrsto v nekem članku obsodil oziroma pač nekako zapisal, da je nažalost izumrla in zelo sem vesel, da sem se motil. Neverjetno vesel sem, da sem se motil, ker počasi prihaja nazaj. No, še vedno tehnično gledano se še nisem zmotil, ampak verjamem, da bodo kmalu prišli nazaj, ker hrvaški kolegi v srednjem Jadranu to vrsto čedalje bolj pogosto videvajo. In prepričan sem, da se bo vrnil nazaj in takrat bom tudi pač še enkrat priznal, da sem se motil in bom tega zelo vesel. No, problem je v tem, da nekatere vrste so zelo redke, nekaj redkih, ampak je pa nekaj takih, ki se pojavljajo bolj ali manj redno. Tukaj imate recimo teh 5 primerov, pri čemer so prvi 3 res pogosti, obe morski mački pa vsaj v tem delu Jadrana zelo redki. Na Hrvaškem je posebej običajna mala morska mačka, tudi velika ni tako redka, ampak tukaj smo, seveda v Sloveniji smo to zapravili, ker so ribiči to prelovili. Še nekaj osnovnih podatkov, da veste, morski psi so, poglejte podatke. To so podatke do leta 2022 in vidite, je kar nekaj ulova, to pomeni so, še vedno so, vsako leto so skozi, vendar pač je treba vedeti, da število počasi upada. In tukaj vidite te rdeče barve na vrhu, vidite, da v bistvu to so skati, da število skatov nekoliko narašča, medtem ko število morskih psov nekoliko upada. Pa katere so te vrste? Te vrste so predvsem navadni morski pes in črnopikčasti morski pes. To sta ta dva in sta seveda daleč najbolj pogosta, če gledate številke, torej na leto so številke kar konkretne. Zdaj, še nekaj moram povedati, črnopikčasti morski pes je bil vpisan leta 1972. Vpisan je bil kot Mosterus mediterraneus, ampak potem je prišlo do nekega popravka, ker je to nek biolog že vpisal, so potem revidirali ime, ampak do tistega leta o tem morskem psu nismo vedeli skoraj da nič. Najbolj žalostno pa to, da ribiči še zdaj, pa smo leta 2026, še vedno, ko lovijo in morajo potem podati svoje popisne liste, v njih vrsto imenujejo kot Mosterus mustelus, ker ne znajo ločiti obe vrste. To pomeni, da dejansko pravi status vrste, ki je črnopikčasta, ki ima tukaj velik del populacije in ki je v bistvu ena taka vrsta, ki nekako opredeljuje Slovensko morje, Tržaški zaliv in Severni Jadran,
o taki vrsti nažalost malo vemo. Tako da tukaj bo v prihodnosti bistveno več podatkov. Zakaj? Ker je ta vrsta dejansko pogosta. Pogosta je, ampak doslej je niso ločili. Ne samo ribiči, da ne samo ribiče, tukaj bom rekel šimfov, ampak tudi naši kolegi, ihtiologi, torej iz Zavoda za ribištvo in drugi, ki so pač še zdaj se začeli zavedati, recimo desetletja, pa morda kaj več, da je ta vrsta prisotna v našem morju. No, en del, ki ga ne smem zanemariti, temu delu dajemo veliko pozornosti, je, da iščemo tudi starinske podatke, starinske arhivske podatke. Zakaj? Ravno zaradi tega, ker je to najstarejše območje na svetu, kjer so se začeli te raziskave. Mi moramo vedeti, kaj se je dogajalo v preteklosti, moramo razumeti, kaj je bilo takrat prisotno, da bomo potem na podlagi teh, bom rekel, starih zapisov o pojavljanju prišli do spoznanja, kje smo danes, kaj smo izgubili, zakaj smo izgubili, kateri so tisti dejavniki, ki so za to krivi. In tu vidite nekatere res zanimive vrste. Torej, tukaj zgoraj vidite šesteroškrgarja, pa tam zraven tudi. Tisti tam na vozu je beli morski volk, zelo dolg, v Ljubljani, leta 54. Vidite, da je kar velika žival. To je morski pastorjak iz nekje leta 1920-1921 in tam vidite belega morskega volka iz leta 1963. Ujet med Savudrijo, torej blizu Savudrije. Skratka, vsi ti podatki so zelo pomembni in če vam povem samo za belega morskega volka, ki ga vidite na sliki, ta zadnji iz leta 1963, to je eden največjih na svetu vseh časov, torej vseh celotne zgodovine. In v tej majhni izoli, no tam so ga pripeljali, v tem majhnem okolju. Tako da moramo biti previdni, ko te stvari spoznavamo, ker vidimo, da ti podatki so zelo dragoceni in jih je treba kot take tudi jemati. Veliko posvečamo biometriji. Tu vidite podatke za različne vrste, vidite, to, kar je oranžno, so samice, to, kar so modro, so samci in imate tukaj, kot imate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vrst, 9 vrst, pa imamo potem tukaj ta dva grafa, ki kažejo, kakšen je odnos med maso in množino. Skratka, to vas ne bom moril, da vidite spodaj, kako merimo morske pse. Pri vsakem morskem psu merimo od 66 do 72 parametrov, to pomeni, da to počnemo več kot 1 uro in dobimo vse te podatke. In ker imamo v morski biološki postaji registrirano več kot 1100 primerkov, v bistvu imamo eno največji baz v Mediteranu, kar jih je, ki kaže, da imamo več kot 54.000 podatkov o biometričnih meritvah, od tega nekje 40.000 za morske pse in nekje 15.000 za morske skate. To je zelo dragocena zbirka podatkov, ki omogoča veliko analiz in morda, zdaj še ni časa, ampak morda čez kakšno leto bom zelo aktivno vabil študente, ki bi jih to zanimalo, da pač imajo tukaj priliko, da se s tem spoznajo in da poskušajo na svoj način prispevati k mozaiku znanja glede hrustančnic, morskih psov in skatov v tem najbolj severnem delu Jadrana. Imamo tudi podatke o spolnem dimorfizmu, vidite zvezdico, kjer je zvezdica, se lepo vidi, ne, vidite, zvezdica kaže, da so samice bistveno večje od samcev, ne, po pravilu. In torej, tukaj so lepi podatki, ki nam pomagajo razumeti, ne. Zakaj spolni dimorfizem? Ker je hrane premalo ali pa ker so problemi pri iskanju hrane, se samec in samica nekako sta različne velikosti, zato da pač med njima ni kompeticije, da se ne borita za isti vir. V končni fazi lahko bi rekli, no, če niso preveč morda pogumni pri temu, da se na tak način tudi izognemo kakšnemu kanibalizmu. Skratka, v naravi gre za to, da se čim bolj trenje umiri, da se to zmanjša in da vrste poskušajo sobivati. Veliko posvečamo prehranalni ekologiji. Tukaj mislim, da imamo kar eno tako lepe izkušnje, lepo zgodovino v Jadranu po Mediteranu. In recimo smo med prvimi, ki smo raziskali tega nepoznanega, kot se rekel, leta 1972 opisanega črnopičastega morskega psa. Morski pes, ki zraste do 1,90 m, običajno je manjši od 1,30 m. Ima te značilne pikice, drugače je tak sivo rjav in, kot rečeno, v našem morju zelo pogost. No, mi smo to raziskali in videli, da je na podlagi prehranjevalnega indeksa, tukaj imamo tako imenovani indeks relativne pomembnosti teže, plena,
No in tukaj vidite, da več kot 80% glede na važnost je glavni plen v bistvu ena vrsta, ki jo poznamo pod imenom kanoča, oziroma po slovensko morska bogomolka, Squilla mantis. Squilla mantis je zelo pomembna vrsta, ki jo ribiči zelo cenijo, ampak vidite, morski pes je povsem specializiran na to vrsto in zato tudi ne preseneča, da imamo v tem severnem delu Jadrana, pa dajmo reči vsaj Tržaškem zalivu, to vrsto morskega psa prisotno. Zdaj pa, ta vrsta je neverjetno podobna drugi vrsti, ne? In ta vrsta je skoraj ista, ampak je malo bolj sive barve in nima pikic. In ti vrsti živita ločeno, torej živita na istem območju, ampak imata ločene populacije, torej se ne živita v istih jatah, ampak imajo razmejene jate, pa ne samo to, v bistvu tudi samci imajo svoje skupine, svoje jato, medtem ko samice in mladiči imajo svoje. No, če gledamo prehrano, prehrana je povsem drugačna in vidite, da glavni del prehrane so školjke. In kako pride do teh školjk? Te školjke so zakopane tudi do 20 cm, 30 cm pod sedimentom, tudi še več. To zato, ker imajo posebna čutila, ki jim rečemo Lorenzijeve ampule, s katerimi zaznajo tudi do pol metra pod substrat, če je kaj živega, če je kaj uporabnega. Skratka, dve sorodni vrsti, podobne po velikosti, podobne po značaju, podobne nasploh po vseh teh karakteristikah, sta si razdelili nišo. Zakaj? Ker pač si ne tekmujeta, vsaka ima svojo vrsto plena, za katerega se je specializirala. Kot rečeno, ker gre za črnopikčastega morskega psa, smo v bistvu med prvimi sploh, ki smo te stvari raziskali in zdaj na te vrsti vemo bistveno več kot prej. Pa recimo, dajmo povedati še nekaj drugega. Tiste raziskave so že nekaj let stare. Raziskave z lanskega leta so pa zelo zanimive. Namreč poročali so nam razni ribiči, da na 3, 4, 5 metrih globine, da so prava pokopališča školjk in da to je verjetno modra rakovica in da treba to pač preveriti in tako naprej. Mi smo to seveda preverili na zelo veliko število lokalitet in smo videli, da ta pokopališča res obstajajo in smo te stvari analizirali in potem smo prišli do spoznanja, da v bistvu to niso rakovice. Rakovice takih školjk ne morejo nikakor razbiti, da so pa to morski golobi. In potem smo te stvari povezali z številom podatkov, ki so se v letih 2023, 2024, 2025 čedalje bolj povečevali o pojavljanju dveh vrst morskih golobov v slovenskem obrežnem morju. In prišlo je do spoznanja, da sta ti dve vrsti res dejansko pogosti, to je navadni morski golob in kljunati morski golob, pri čemer je kljunati morski golob vrsta, ki ima status kritično ogrožene vrste. Kritično ogrožena vrsta nima več rešitve, naslednji korak je izumrla vrsta v naravi. To pomeni, to je predzadnja kategorija, potem v bistvu ni več. In te vrste se pojavljajo v našem morju. Potem bom pokazal posnetek, tudi da boste videli, da imamo to. No in tukaj vidite torej prehrano v nivoju števila, torej P ne pomeni število, P pomeni biomasa, F pomeni frekvenca in IRI pomeni pomembnost plena. Čisto vsi dejavniki kažejo, da je ta vrsta specializirana na polže. To pomeni, da tukaj je tipičen plenilec polžev in seveda ti podatki kažejo, da ta vrsta se pojavlja in tudi, da ima kaj za jesti, ker pač nobenega ne ogroža v tem pogledu. Druga vrsta je pa navadni morski golob. V istem letu narejena analiza, tudi njegovo število se je povečalo, tudi njegove primerke smo analizirali, bistveno več teh primerkov tudi, in vidite, da razlika je pa kot dan in noč. Se tudi ta hrani z bom rekel, mehkužci, ampak ta se hrani z školjkami. Torej, navadni morski golob se hrani s školjkami, samo ko so mladiči se hrani z polži, medtem ko se seveda kljunati morski golob, redkejša vrsta in manj znana vrsta pa torej hrani samo s polži. Ti podatki so zelo dobri in zanimivi in kasneje bom tudi še nekaj pokazal glede tega. No, morski golobi, to sem kar pokazal. Poglejmo si recimo še druge dva skata, torej raža, zvezdasta raža, ki se hrani predvsem z raki, deseterinožci pa z ribami in vidimo potem tudi vijoličastega morskega biča, ta pa se hrani samo z ribami. Treba še to povedati, da morski bič, tale vijoličasti morski bič prihaja v to okolje kot vrsta, ki tukaj ni bila prisotna,
ampak se pojavlja po letu 90 in ta vrsta se specializira za tiste vrste plena, ki so v vodnem stolpcu, in to so predvsem inčuni in sardele. To pomeni, da imamo nekoga, ki je našel prazno nišo, ker ni bilo več morskih psov, ni bilo več tega in seveda se je hranil s tistim, kar je bilo v okolju razpoložljivo. No, pa še dva morska psa, navadni morski pes, pa torej črnopičasti morski pes, kot smo povedali, se niši lepo ločita. Če nekako na hitro pogledamo teh 6, vidimo, vsak ima neko svojo barvo, svojo preferenco in med njimi ni neke velike razlike. Torej, nekdo je za oranžno, nekdo je za rumeno, nekdo je za zeleno, nekdo je za rdeče, nekdo je za temno modro, drugi je za svetlo modro in tako naprej. Skratka, vidimo, da je sobivanje teh vrst v tem okolju možno. Druga stvar, ki moram povedati, je to, da seveda tu je plitvo okolje in plitvo okolje pomeni, da seveda ima neke danosti povezane z, bom rekel, zlivi raznih rek in seveda, bom rekel, komunalnih odplak, vira hrane in tako naprej. Tukaj so nekateri potenciali, ki so že sami po sebi pomembni, ki nekako podpirajo in vzdržujejo tako okolje. No, še ena stvar moram povedati, ki je pomembna. Tukaj za vse vrste, ki se tukaj pojavljajo, to pa velja za čisto vse. To velja za vranjeka, to velja za morsko želvo kareto, to velja za torej omenjene vrste morskih skatov, to velja za morske pse. Tukaj doživlja ontogenetski preskok. Kaj pomeni ontogenetski preskok v prehrani? To pomeni, da mladi primerki so neizkušeni, nevešči in se hranijo s čimerkoli dobijo, karkoli dobijo. In zaradi tega pač je njihova hrana zelo pestra. Ko pa odraščajo, ko postanejo bolj, bom rekel, vešči, bolj sposobni, bolj izkušeni, potem se pa fokusirajo, osredotočijo, specializirajo, če hočete, na določeno vrsto plena in temu rečemo ontogenetski preskok. Recimo želve, prej sem omenil želve karete. Želve karete se hranijo na morskem dnu. Ko odrastejo, potem, ko postanejo dovolj velike, ne vem točno v kakšnem, bom rekel, primeru Karapaksa, je to 40 ali 50 cm, takrat začnejo počasi se prehranjevati v vodnem stolpcu in se hranijo z raznimi vrstami želatinoznega planktona, predvsem z raznimi meduzami. No, ontogenetski preskok, da vidimo, no tu vidite celo prehrano vijoličnega morskega biča in če pogledate tukaj, s čim se hrani, vidite, da imamo tukaj razne inčune, po številko 4, pa imamo prve 3 so rdeči mečaki, po domače temu rečemo cepola, to je ena taka rdeča, jeguli podobna trakasta riba in imamo tudi vmes moliče po številko 3. No, ampak kar je bolj pomembno je, ko sem prej govoril o ontogenetskem preskoku, tukaj imate morskega psa, imate črnopičastega morskega psa in vidite, mladi primerki imajo zelo pestro prehrano in se hranijo z različnimi vrstami rakov. Zdaj, tukaj boste rekli, pa saj to je ena vrsta, ne. Ko rečemo krustacija, ko rečemo raki, tukaj je veliko vrst različnih rakov, razne rakovice, razne kozice in tako naprej. Ampak potem, ko postanejo malo bolj izkušeni, postane vse vijoličasto, postane vse viola in vidimo, da so to glavonožci, torej sipe in ligni. Vidimo, da je prišlo do ontogenetskega preskoka s starostjo, ko so bolj izkušeni, potem seveda začnejo pleniti večje in težje ulovljive živali, ki pa so bolj donosne z vidika kalorij. No pa spet en lep primer, ko se vidi pri zvezdasti raži, vidite, da v bistvu raža na koncu, 4. kategorija, najstarejši primerki, če imamo prve najmlajši, druge so vmesni, tretje so malo starejši in 4. so odrasli, vidite, da se začnejo hraniti z rakovicami. In še lepše se vidi pa pri navadnem morskem psu, ker vidite, z rastjo ta rumena komponenta raste, ta rumena komponenta je seveda morska bogomolka, kanoče, kot rečemo v tem okolju. Vidite, torej ontogenetski preskok in zaradi tega je pač to okolje Tržaškega zaliva nekaj pomembnega. Da bi morda to boljše poudarili, bom prikazal še nivoju prehranjevalnega nivoja, oziroma tako imenovani trofični nivo, ki nam pove, kje je neka vrsta plasirana v prehranjevalnem spletu.
torej najvišja številka je 5, to so največji plenilci, beli morski volk, kit, glavač in tako naprej. Pod 2 imamo pač primarne producente in tako naprej. In tukaj vidimo eno tako kategorijo, ki jo pač raziskujemo na morski biološki postaji. To so vrste, ki jih načrtujemo, radi bi naredili prehrano navadne čigre in torej tega rumenonogega galeba, to je napaka, bi moral napisati Michaelis, ne. Pri tem sem se zmotil, ne, pač stari slajd, vsi se motimo, jaz tudi. Potem to, kar je zeleno, smo v fazi analize, vidite, da je kar nekaj morskih psov, imamo morskega psa trneža, pa veliko morsko mačko, pa sinjega morskega psa, po hrvaško modrul, ki ga obdelujemo. Te stvari smo že vse obdelali, tako da pač imamo vse te podatke. Nekaj smo tudi že poslali v tisk, torej vsak čas bo objavljeno in tudi kar nekaj smo objavili. Vidite, da med objavljenimi stvarmi imamo plasirane tudi vrste, kot so sipe, tudi sipa je plenilec, imamo morske golobe, imamo črnopikčastega morskega psa, imamo tudi vranika, vidite, vranik je zelo visoko, skoraj 4. Zakaj je vranik tako visoko? Ker se hrani samo z ribami. Še više je morski pes skušolovec, lamnonazus. Zakaj? Ker se hrani samo z ribami, ker je plenilec rib. In ne samo rib, plenilec sekundarnih in primarnih plenilcev. On sam je pa terciarni plenilec. Torej vidimo, da vse te stvari, ki jih delamo, lahko že nekako povežemo in potem raziskujemo korelacije med enimi in drugimi. In to je tisto, kar je pač seveda tista kompetitivna prednost. In če vam povem, da takih okolij na svetu ni ravno veliko, ker so take raziskave znane, ker lahko te stvari povezujemo, je to potem seveda še en plus za to okolje severnega Jadrana, ki nam omogoča pač razumevanje. Pustimo zdaj prehranjevalno ekologicijo, poglejmo, kako je z morskimi psi kot indikatorji stanja okolja. No, tukaj imamo 4 vrste morskih skatov, ki smo raziskovali, sicer 2 sta morska goloba. Plunati morski golob, spet tu je ena napaka, zdaj novo ime je Etumileus, ampak dobro, naj bo. Torej 2 vrste morskih golobov in 2 vrste morskih bičev. Navadni morski bič, vijoličasti morski bič. Po hrvaško se reče žutulja, tako da veste, o čem govorim. No, torej, če gledamo po statusu, torej te 3 vrste so avtohtone, ta rdeča je, ni tujerodna, ampak je vrsta povezana s tropikalizacijo. To pomeni, da se je pojavila šele v zadnjih 20 letih tudi v severnem Jadranu. Potem imamo tukaj družino, torej prva 2 sta goloba, druga 2 sta biča. In če gledamo še, s čim se hranijo, torej kako se hranijo, glede na okolje so prve 3 vrste prignjene, druga, torej zadnja vrsta je pa v vodnem stolpcu, pomeni, da se hrani nad dnom, vse ostale 3 pa na dnu. In če pogledamo še prehrano, vidite, da so vsi ti prvi 3 specializirani na mehkužce, medtem ko ta zadnji se hrani z ribami. Skratka, te stvari smo imeli v mislih, ko smo hoteli raziskati, da vidimo, kakšna je njihova kontaminacija z živim srebrom. Gotovo veste, da imamo v Sloveniji rudnik živega srebra, ki je drugi največji na svetu, poleg Almadene v Španiji. Ta rudnik že 500 let spira živosrebrne derivate preko podzemlja v morje in to okolje je seveda med najbolj onesnaženimi iz tega vidika. Zato je seveda zelo pomembno, da vemo, kaj se dogaja v tem okolju, da vemo, kakšne so posledice živega srebra na okolje. In zato smo z Inštitutom Jožef Stefan veliko raziskovali teh stvari in analizirali smo posamezne vrste, analizirali smo posamezna tkiva, torej tudi po spolu, samce, samice in tudi zarodke. Zakaj zarodke? Če se poznajo, bom rekel, posledice onesnaževanja na zarodku, je to slab znak. Pomeni, da se je to nadaljevalo v taki smeri, ki bi lahko ogrožala populacijo samo. No, in to smo delali v okolju Tržaškega zaliva in delali smo pa seveda mišice, škrge in jetra. No in obdelali smo tudi, bom rekel, kakšna kontaminacija na nivoju plena, kot so inčuni, prej omenjena cepola ali rdeči mečak in čokati vole, ki ga vidite na sliki, na fotografiji. No, kakšni so podatki? Prva stvar, ki moram povedati, da smo delali na več nivojih. Tukaj vidite enega morskega goloba in vidite eno črto, ki je zelena. Tej zeleni črti pravimo, da je to širina diska. In širina diska je tista mera, ki se uporablja pri morskih skatih. Ne uporablja se dolžina živali, ampak se uporablja širina diska.
Ampak vidite še eno rdečo črto, ta rdeča črta pa je dolžina diska, ki se tudi uporablja. Mi smo uporabljali oboje, zaradi tega, da bi lahko videli, kakšne so razlike med enimi in drugimi. In tretja stvar, vidite spodaj tehtnico, to ni pravo ali karkoli podobnega, ampak tukaj gre za težo. Vidite, da imamo pač raziskave o teži. In zdaj, kaj je problem? Če primerjamo te tri vrste, in sicer imamo, prva vrsta je kljunati morski golob, druga vrsta je navadni morski golob in tretja vrsta je vijoličasti morski bič. Vidite, da vrsta kljunati morski golob izstopa, daleč večji, bistveno večji od ostalih. Tudi če vzamemo dolžino diska, je spet ta prva vrsta daleč največja. To pomeni, biometrično je dosti večja od ostalih dveh. In tudi če gledamo na nivoju teže, vidite, to pa se sploh vidi, da je bistveno težje kot recimo ostali dve. Ampak, če pa gledamo, kaj se dogaja na nivoju totalnega živega srebra in metilnega živega srebra. Metilno živo srebro je tisto, ki je najbolj nevarno, tisto, ki povzroča posledice na telesu, tisto, ki je recimo poruši metabolizem kalcija. Recimo, mogoče ste kdaj slišali, da zaradi porušenega metabolizma kalcija prihaja pri pticah, ki gnezdijo, do tega, da se zaradi tanjšanja jajčne lupine, da se sesede jajce, to pomeni, da poči jajce in seveda samica nima uspešnega reproduktivnega potenciala. No, tukaj vidite, da seveda je pa v primeru obeh grafov totalnega živega srebra in metilnega živega srebra, vidite to za svetlo-modro elipso, vidite, da je pri tretji vrsti, to je vijoličasti morski bič, zelo visoka koncentracija. Ta koncentracija živega srebra je bistveno nadproporcionalna in če pogledate, je primerljiva kljunatemu morskemu golobu, to je prva kategorija, ki pa je dosti večji. In tukaj se vidi ta problem. Torej, tretja vrsta, vijoličasti morski bič, če se spomnite, sem prej rekel, da ni domača vrsta, je tukaj se nekaj zgodilo. To pomeni, ni se še uspela priljubliti temu okolju in zaradi tega pač se to vidi v veliki kontaminaciji. Zdaj pa, če primerjamo, če hočemo to razložiti, zakaj je ta vijoličasti morski bič, bom rekel, na nek način ogrožen, ker je prišel novo okolje, ker se na to okolje še ni prilagodil. Poglejmo si recimo tistega največjega, tega velikana, kljunati morski golob. In tukaj vidite, bom rekel, odnos med totalnim živim srebrom in med metilnim živim srebrom. In vidite, bolj ko vrsta raste, bolj ko je vrsta težja in starejša, preko slej se začne znebiti škodljivega živega srebra. In tukaj vidite, da je to en način, kako se vrsta, bom rekel, kako se vrsta rešuje življenje na ta način, da se znebi teh strupenih snovi. Bom povedal eno anekdoto. Moj kolega dr. Faganelli je bil na kongresu na Kitajskem, največji kongres na svetu za živo srebro. In takrat so Kitajci kot organizatorji prosili pač vsakega, ki bi bil pripravljen dati en majhen šop las, da bi analizirali, koliko je živega srebra v laseh. No in ta moj kolega ni mogel dati šop las, ker je pač plešast, ampak je njegov kolega Italijan dal en lep šop, bom rekel, svežen las. In na zadnji dan kongresa so objavili podatke in seveda ne vem, koliko je bilo teh, ki so darovali lase, ampak dejstvo je bilo, da je bilo med prvimi tremi je bil kolega iz Trsta, ki imel to visoko koncentracijo živega srebra v laseh. Zdaj pa, groza. Ne, ni groza, zakaj? Lase se postriže, lase pač, to je v bistvu način, kako se pač poskušamo, oziroma kako se pač vrsta poskuša znebiti nekega strupenega materijala na ta način, da ga odloži v tiste dele telesa, ki so manj pomembni. No in to se vidi tudi pri tem primeru. To pomeni, da če zdaj poskušamo na ta način razumeti, kaj je narobe z vijoličastim morskim bičem, vidimo, da še ni prilagojen na to okolje, ker se pri tej vrsti, pri velikemu morskemu, kljunatemu morskemu golobu, pa to lepo vidi, da se starostjo počasi nekako to neutralizira. No, ne bi vas rad motil še s tem, imamo 4 druge mehanizme, recimo eno takih tudi selen, imamo veliko antagonistov živega srebra, tako da ni to čisto črno-belo. In recimo selen je bom rekel, tisti element, ki nekako izniči, neutralizira živo srebro. In seveda v Tržaškem zalivu so ugotovili, da je pač količina selena dovolj velika, tako da na nek način se to, bom rekel, manifestira, ampak kakorkoli že, te stvari moramo analizirati, moramo spremljati, moramo vedeti, da potem lahko razumemo, pri čem smo.
No, recimo tukaj vidite električnega morskega skata, vrsta, ki je tukaj prisotna. Hoteli smo vedeti, kako je ta vrsta povezana z jahtami, z turizmom, z marinami, z, bom rekel, ladjedelnicami in tako naprej. In smo analizirali vzdolž Istre, vidite pod točko C, imamo vse, kar je belo, so postaje v Istri. Potem imamo točka B je Strunjan, pred Strunjansko laguno, in točka A je, temu rečemo škver, to je manjša ladjedelnica pri Jernejevem kanalu, torej na izlivu reke Drnice. In če pogledate točko A, B in C, vidite, da imamo tukaj eno tako dobro primerjavo med tremi stvarmi. Zakaj? Dobro, ker A je območje, kjer imamo to ladjedelnico, ta škver, B je območje, ki je zavarovano, in C so različna okolja v Istri, ki imajo lahko stanje ali pod A ali pa pod B, ker ne vemo, ampak imamo velik vzorec. Kaj se je zgodilo? Zgodilo se je, da se pri tem morskem biču koncentrirajo nekatere vrste, ki so povezane z premazi. Veste, da ribiči, moreplovci premažejo plovila, da ne pride do obrasti, da ne pride do faulinga. In ko oni to naredijo, seveda na ta način, bom rekel, varujejo ali pa vzdržujejo svoje plovila, da lahko plujejo po morju, ampak zaradi tega so ugotovili biologi, da prihaja do nekega primera, ki mu rečemo strokovno imposex. To pomeni, da prihaja do bom rekel, motenj v spolu pri nekaterih vrstah morskih mehkužcev, kot so polži. In sicer se pri samicah pojavijo moški spolni organi. Govorim seveda o samicah polžev. In to je ena taka posledica, ki je lahko zelo pereča, ker potem seveda poruši, bom rekel, reproduktivni potencial po populaciji, in kriv je pa samo ta strup, ki ga omenjam. No in kaj se je zgodilo, če primerjamo te stvari, to so zelo aktualni podatki, da vemo, pri čem smo. Torej seveda imamo različne koncentracije, ki so povezane z velikostjo, prišli pa do spoznanj, da so daleč najvišje vrednosti na lokaliteti, kjer je manjša ladjedelnica, kar je logično, ker je tam največja količina premazov. Tu se lepo vidi, da če pogledamo stolpec, stolpci so tukaj zelo veliki. Prvi stolpec je tributiltin, drugi stolpec je dibutiltin, in ta zadnji stolpec je monobutiltin. To so različne stopnje tega, bom rekel, strupenega elementa, o katerem govorimo. Najhujša je seveda ta tributiltin, ali po slovensko tributilkositer, ki je velik problem. Kako je pa v Strunjanu? V Strunjanu je situacija skoraj da idealna. Ni nič. Zakaj? Zavarovano območje, ni premazov, ni tega. Kaj pa recimo vzdolž obale Istre? Vzdolž obale Istre je situacija zelo, zelo dobra. In tukaj vidimo, da v bistvu lokalno, na nivoju nekaterih večjih takih, bom rekel, vročih točk se zgodijo primeri, ki so zelo, zelo pereči in ki jih je treba zaradi tega obravnavati. Še bolj pomembno pa je dejstvo, da so hrustančnice fantastični primeri, bioindikatorji, ki nam te stvari lahko uspejo razložiti. No, še ena stvar, ki je nenavadna. Na svetu je bilo doslej prikazanih okoli, dajmo reči, da nimam zadnjih podatkov, dajmo reči, manj kot 20 primerov totalnega albinizma pri morskih psih in skatih. Manj kot 20 primerov. Tukaj vidite dva primerka, ki sta bila ujeta v različnih dnevih v istem okolju, popolnoma belih albino primerkov. Moram povedati, da ločimo delni albinizem, da ločimo tako imenovani piebaldizem in da ločimo pravi albinizem. Govorimo tukaj o pravih albinističnih primerkih. To sta prvi in drugi primer na svetu. Kot sem rekel, takrat je bilo tam nekje okoli 14 primerkov, zdaj jih je mogoče malo več, ampak dejstvo pa je, da vidite, da so ti problemi tudi v tem okolju. Tak organizem seveda se ne more skriti, ga vsi vidijo, je pač v bistvu manj varen pred plenilci. Po drugi strani pa so takrat pri drugih morskih skatih nekateri kemiki razmišljali o tem, da so lahko to problemi, ki so povezani z okoljem, in sicer oni so takrat govorili, da pač je neka povezava z okoljskimi dejavniki in z delecijo nekega gena, torej izgubo nekega gena, zelo, bom rekel, špekulativno. Tako da jaz tu nisem hotel preveč vas s tem moriti, ker so zelo take, bom rekel,
malo nepreverjene te hipoteze, ampak dejstvo pa je, da se to dogaja in tega je v zadnjih letih več kot kdajkoli prej. No, to je pa normalna barva, kot vidite tam, torej rjava barva, ki je tipična za te organizme. Kaj lahko še dobimo iz morskih psov, skavtov in tako naprej? Tukaj vidite recimo šesteroškrgelja. Šesteroškrgelj je globinski morski pes, ponavadi se pojavlja pod 90 metri globine. Ta nesrečnik je bil ujet leta 2018 v Izoli, samička 3,25 metra. Pri tej vrsti je problem v tem, da je njeno obdobje zrelosti večje od 30 let. Nobeni spolno dozori več, ko je starejša od 30 let, kar je zelo, zelo slabo. In ko se kaj takega zgodi, seveda je to velika, velika škoda. No, ampak takrat smo, ko naredite analizo, takrat smo preiskali zunanjo površino tega morskega psa in našli ta dva zelo majhna raka ceponožca, ki sta se izkazala za prvo najdbo v Jadranu in eno od zelo redkih najdb na svetu. Pomeni, tudi ko najdete tak primer, je pač to lahko dober material, pa dober način, da spoznate še kaj drugega, ne samo morskega psa. Ena od stvari, ki je tudi zelo zanimiva, zdaj prihajam na novo poglavje, to so nenavadni pojavi. Spet hočem tukaj povedati, da to okolje Severnega Jadrana je nenavadno. Res preveč je takih pojavov, da bi to lahko smatrali kot neko redno zadevo, ampak nekaj zelo neobičajnega. Recimo pogledamo tukaj morskega psa orjaka. Morski pes orjak, veste, da zraste tam nekaj tudi še 10 metrov, naj bi bilo eni podatki do 15, drugi do 13 metrov. Recimo moj največji bil 9,5 metrov, ta je imel nekje 7,5 metrov, kaj takega, ne? Tega slika moj kolega, ki je tukaj prisoten. Pojavlja se vsaki 2 do 3 leta, v Severnem Jadranu se pojavlja vsako leto, skoraj vsako leto pride vsaj do Pule, tako da teh primerov je kar veliko, ampak vsako drugo leto skoraj da pravilno tudi v slovenskem delu tega Jadrana. Prej so ti podatki sicer bili zelo, zelo redki, ampak pojavljajo se pa še, to moram povedati, pojavljajo se predvsem pozimi. In povezava je neposredna z posebnimi reakcijami, ki so v planktonov prisotne ravno v mesecu marcu, oziroma marec, april. To je vrsta planktonskega ceponožca Calanus helgolandicus, ki se takrat pojavlja in moji kolegi iz Splita so pokazali nekakšno korelacijo glede tega, tako da tukaj mi kar zaverjeti. Ampak, kar je pa nenavadno, je pa, če pogledamo pred letom 91. A vidite, pred letom 91 ni bilo podatkov na italijanski strani. Ni, nobenega. Kot rečeno, analiziramo stare podatke, iščemo vse arhivske vire in tako naprej, ampak podatkov ni. Po letu 91 pa je teh podatkov zelo veliko. Tako da tukaj vidite, da so nekatere stvari, ki so zelo nenavadne. Seveda to ni, bom rekel, plod našega dela, to je plod seveda raziskav v različnih teh in tudi nismo mi to prvi, bom rekel, o tem pisali, ampak dejstvo pa je, da smo tudi prispevali k tem. Ampak dejansko vsi opozarjajo na to, zakaj do leta 90 ni bilo teh primerov. Tako da je to ena taka zadeva, ki je povezana z nenavadnimi pojavi. Druga stvar, ko govorimo o morskem psu orjaku, je ta, da so bili do leta 90 zelo, zelo redko najdeni primeri, ki so manjši od 3 metrov. Manjši od 3 metrov. Leta 2000 primer, ki je imel 2,99 metra. Leta 2030 primer, ki je imel 2,49 metra. Leta 2015 primer, ki je imel 2,17 metra. Leta 2001 primer, ki je imel 3 metre. In tam imate ta primerek iz leta 2000 juli, ki je imel manj kot 3 metre. Vidite, ti, ko so taki manjši, imajo tak dolg gobec, ki so malo drugačni, zato mu tudi rečejo, po italijansko rečejo, da je to squalo elefante, oziroma nekako morski slon. Potem se to zgubi, tega gobca ni več in je povsem drugačne oblike in pač seveda postane bolj velik, širok in tako naprej. Skratka, v zadnjem času prihaja do takih primerov in ravno lansko leto moj kolega Alen Soldo objavil prispevek, ker je našel 2 metra dolgega morskega psa orjaka v južni Dalmaciji in še nov podatek, on je celo postavil hipotezo, da bi lahko bila v Mediteranu
izolirana populacija te vrste, ampak čas bo pokazal, ali ima prav, ali bi morda malo prehiter pri teh stvarih. Ampak vidite, ne, imamo kar nekaj takih primerov. Običajne mere so 7 metrov, 6 metrov, 7 metrov, 8 metrov. No pa nekaj nenavadne vrste. Tukaj vidite morski pes skušalovec. Še zdaj se spomnim enega primera, ko mi je rekel delavec akvarija Gorazd, je rekel, me poklical, rekel, pridite, imamo belega morskega volka, boš plačal, boš dal za pijačo, boš dal za lundo, boš dal za karkoli, boš videl vas vesel in tako naprej. In ko smo prišli, prijemo do tega morskega psa in reče, si videl, to ni to, kaj mi govoriš? To ni to, ne, reči, to je skušalovec. On je bil tako razočaran, on bi šel kar domov takrat. Ampak potem sem mu rekel, ne, to je še redkejše, to je veliko redkejše, to je pač skušalovec, to je vrsta, ki je bila nekajkrat najdena in to. In potem se ga malo pobiram, ampak je bil žalosten, ker ni bil beli morski volk. No, to pa je beli morski volk, zelo žalostna situacija, 8. marca 2008 v Kopru, v ribarnici, kar je katastrofa. Seveda so mu že odrezali glavo za trofejo, samička 1,60 m, kar je v bistvu nedolgo živeča. Tako da to so stvari, ki so pa zelo slabe, temu rečemo črni trg, black market in to so slabe stvari. Tam imamo še en primer tega črnega trga, tisto je morski pes mako, tudi zelo redka vrsta. Ta je za njega začelo tako zelo hiter, v bistvu najbolj hiter plenilec v morjih, ampak tudi ta revež je pač nekako poginil zaradi tega, ker so ga pač lovili skupaj z mečaricami in je predmet, bom rekel, tega črnega trga, ki poteka od afriških obal preko Italije naprej proti Evropi. No in zgoraj imate morskega psa šesteroškrgarja, zraven je pa beli morski volk iz Izole takrat. No, še ena informacija, ki je pomembna. Dolgo nazaj. Ja. No, tukaj, ko sem govoril o šesteroškrgarju, govorimo o recentnih spremembah, tukaj vidimo, da imamo vrsta, ki je globokomorska, vrsta, ki živi po 90 metri, vrsta, ki zraste do 6 metrov, vrsta, ki tehta do 700 kg, in vrsta, ki se je pojavila že kar nekajkrat v severnem Jadranu in vsaj 3-krat se je pojavila v Izoli in pojavila se tudi v Gradiški laguni, kot vidite tukaj na sliki. Ima take lepe zelene oči, te zelene oči so povezane z tem, kjer živi, ker pač na tak način v bistvu boljše vidi v tistem okolju večne teme ali pa bom rekel območja somraka, ker pač ima sposobnost detekcije te majhne svetlobne intenzitete, ki pač seveda mi kot ljudje ne moremo zaznati. No, zdaj, kaj se dogaja s to vrsto? Ta vrsta, ki je zelo redka, ki je komajda kaj poznamo, se v zadnjem času pojavlja čedalje bolj pogosteje, tudi v severnem Jadranu, kot vidite na spodnjem grafu. In gre za en zanimiv fenomen, ki pravi, da ta vrsta morda ena tistih redkih vrst, ki pa ne doživlja tragedijo vseh ostalih vrst. Gotovo veste, da so morski psi in skati najhitreje izginejoča skupina na planetu. Vrste so na robu izumrtja, mnoge med njimi, in redko kdaj se sliši, da bi kakšna vrsta ne imela težav z tem, ali pa bom rekel, da se ne sooča s takimi hudimi trendi. In za to vrsto kaže na podlagi zadnjih podatkov, potem bom pokazal še čisto na koncu našo analizo za cel Mediteran in izgleda, da stanje ni tako, torej da je stanje v bistvu za razliko od ostalih vrst veliko boljše. Zakaj prihajajo v plitvine in tako naprej? To bom tudi povedal še kasneje, namreč prihaja do nekega procesa deoksigenizacije, to pomeni, da je čedalje manj kisika v globinah in da zaradi tega se pač umikajo vrste plitveje in ker je v plitvini več trenja, prihaja potem do problemov, da so lažje ulovljive v ribiške mreže oziroma se bolj zapletajo v ribiške mreže. Skratka, imamo primere za šesteroškrgarja, da prihaja v to okolje
ker nikoli prej ni prihajal. No, tukaj vidite, recimo, ti primerki so bili vsi tam okoli 3 metrov, kar je malo. Rekel sem 6 metrov, tudi več, tudi 600 kil, še več, 700 kil in tako naprej. In ena od hipotez je, da se umikajo pred starejšimi primerki v plitvine, ker je za to vrsto znan kanibalizem, da veliki primerki pač napadajo in pobijajo mlade primerke. No, ena od stvari, prej sem govoril o skladu. Sklad je bil še pred stoletji najbolj pogosta vrsta morskega psa, tukaj najbolj ljubljena vrsta morskih psov, vrsta, ki je bila pogosta povsod, pojavila se na plitvinah od 3 do 10 metrov, obstajale so posebne mreže, ki so jim rekli skvaene, po hrvaško sklatare, ki so jih pač uporabljali povsod. Tudi če gledamo te arhivske vire, vidimo, da je teh podatkov zelo veliko, koliko so tega lovili, vse je zapisano, vse jasno. In kar naenkrat se je zgodilo, da je ta vrsta kar naenkrat izginila. In zdaj je ena od vrst, za katero so ne samo jaz, tudi mnogi drugi že jo krstili za izumrlo. No, in upam, da nas bo čas demantiral. No, in tukaj vidimo, da so to celo 3 vrste. Imamo pegastega sklata, imamo navadnega sklata, imamo trnatega sklata, trnati sklat ima razne trne. In za prvega in tretjega so trdili, da sta izginila iz Mediterana, pa tudi naši, torej zdaj pa naši tunizijski, alžirski kolegi ugotavljate, da kar naenkrat so se začeli pojavljati, torej se vrača nazaj, kar seveda so zelo dobre novice. In tu je edini problem, ali to lahko smatramo, ali je treba pač temu naravnemu povratku pustiti možnost in čas, ali je vseeno potrebno pomagati in na nek način poskušati izdelati projekte ponovne naselitve. Kot rečeno, problem je v tem, da potrebujejo ti organizmi zelo veliko časa, da spolno dozorijo. In to je ta problem. In morda toliko časa nimamo, ampak o tem morda ne sodijo tisti, ki so bližje poznavali te vrste. Morske lisice, no to je pa zelo žalostna zgodba. Danes sem imel sestanek z 2 zelo najbolj znanima italijanskima raziskovalkama morskih psov, Simona Klo in Eleonora de Sabata. In govorili smo o neki evropski zakonodaji in jaz sem omenil, kaj se dogaja z morskimi lisicami v Sloveniji. Tukaj vidite, kar se dogaja, ko so mladički, 1,5 metra dolgi, 3. To so grozljive stvari, namreč morske lisice zraste do 6 metrov, pri čemer je polovico telesa je dolg krep. Drugače, vidite tam odraslo, na sredini, odraslo samico. Te stvari, ko dobite 1,5 metra velik primerek, skupaj z repom, govorimo, torej to je v bistvu žival, ki je zelo majhna, to so zelo slabi podatki. In problem je v tem, da država kot Alžirija, Tunizija, Maroko, kot recimo Libija, imajo status kritično ogrožene vrste, pri nam pa načeloma to vrsto lahko tudi lovijo. Ko smo leta 2024 s kolegi, takrat nas je poklicala naša kolegica Manja z akvarija in so rekli, da so ujeli enega mladička, ki je bil dolg 2,85 metra, mislim, da. In je zrihtala, da sem lahko prišel to poslikati, ampak je ta ribič rekel, hitro, ker to gre, Mi smo tam hiteli s temi meritvami in tako naprej, ne vedoč, zakaj, mislim, kaj narediti v takem primeru, v glavnem pač tista lisica je pol šla. In človek se vpraša, v bistvu, ko sprašuješ razne zavode za varstvo narave, ko sprašuješ republiške inštance, ko sprašuješ ministrstva in tako naprej, in te vsak šeta od enega do drugega in tako naprej, se čuti zelo nemočnega. In potem, ko se pogovarjaš z italijanskimi kolegicami, pa vidiš, da je to problem, ki ni samo slovenski, ampak je to problem na nivoju Evrope in je zelo težko prebiti te zadeve v Evropski skupnosti. In to je žalostna zgodba in k sreči se še vedno pojavljajo mladički, odrasli se pojavljajo in tako naprej. Morska lisica ni tako redka v Tržaškem zalivu, kjer je to območje, kjer se razmnožuje, ampak na žalost je to zgodba, ki je zelo, zelo žalostna. No, govorim o tem, da je to območje razmnoževanja, tukaj se lahko razmnožujejo. In še bolj pomembno, to je območje jaslic, po angleško nursery. To pomeni, da tukaj mladiči imajo možnost, da odrastejo v odrasle primerke brez velike nevarnosti, da bi jih plenilci pojedli ali pa da bi bile kakšni problemi s tem. No in tukaj vidite, recimo, če pogledate to merilo, vidite, da imamo 5 primerkov, ki so zelo majhni,
Zvezdasta raža je bistveno večja kot recimo tukaj, kot vidite tukaj, ampak vidite, da vsaj tisti prvi primerki so neverjetno majhni in vsi ti primerki so iz Tržaškega zaliva, iz Slovenskega morja in takih vrst je kar nekaj. In če se spomnite, sem prej povedal, da eno takih območij, ki ga imamo, je torej to ožje območje Severnega Jadrana, Tržaškem zalivu in Slovenskem morju, je pa še eno območje Gabeški zaliv v Tuniziji, kjer je pač to tudi pomembno. No, tam vidite enega mladega morskega psa, to je sinji morski pes ali modrul. No in tam je modrul, kako vemo, da se je tukaj skotil, ali pa da je ta vrsta, ki je tukaj pač bila pred kratkim skotena, ker ima v bistvu na polovici telesa imajo tako centimeter veliko ranico, ki je ostanek nekdanje rumenjakove vreče, ki jo je izgubila in se ta še ni zacelila. Tako vemo, da se je skotila nedaleč, govorimo seveda o nivoju morda nekaj kilometrov, ne pa kaj več. No, tukaj vidite tudi ta električni morski skat, vidite zelo majhen primerek, da se nam še malo to dogaja. Tam vidite sivega morskega psa, Carcharinus plumbeus, ki je zelo redek, o njem se zelo malo ve, ampak mi smo za čudo dobili vsaj kar nekaj primerkov teh mladičev, ponavadi oktobra, novembra, ki kar naenkrat pridejo v Tržaški zaliv. Veliki so okoli 1 metra, seveda njihovi odrasli primerki imajo tam okoli 2,5 metra in so dokaj težki, ampak odraslih ne duha, ne sluha, ampak ti imajo pa porodno brazgotino. Vidite zgoraj spuščico, no ta brazgotina kaže, da so se skotili tukaj blizu. Lahko govorimo o nekaj mesecih, lahko govorimo o nekaj kilometrih, ampak to so vrste, ki so se tukaj skotile. In te vrste, kljub temu, da so tukaj prisotne, mladiči kje so mame, kje so starši. Pomeni, da mi zelo težko lahko sledimo takim velikim primerkom in da to ni samoumevno, to majhno morje, tukaj bomo brez težav to našli, sedem ne more, v tej plitvini se bo to preko slej opazilo. Ne, ni res, ne. V bistvu so to zelo, bom rekel, skrivnostne tudi spretne živali, ki se izognejo človeku. No in tukaj sta ti dve lokaciji, torej najbolj pomembni lokaciji v Mediteranu, Severni Jadran in Gabeški zaliv. No, tukaj imate pa še en dokaz, da v bistvu na Človeških solinah, ki so zelo plitve, polne pač kanalov in tako naprej, da je neko okolje, ki je zelo nenavadno, namreč, če pogledamo, električni morski skat, prišel tako, mislim, čisto povsem brezstrehoven po. Govorimo o plitvini, torej do 1 metra globine, govorimo o nekem o 20 metrih, kakorkoli. Torej so se Človeške soline gojišče, oziroma ne gojišče, pač okolje, ki se razmnožujejo marmorini in električni skati, najverjetneje še posebej, ker imamo zelo veliko mladih primerkov. Tukaj vidite na sliki, tega majčkega primerka, ki ima manj kot 5 centimetrov v velikosti. No, tukaj vidite 6 največjih kljunatih morskih golobov na svetu. 2-krat večjih, kot so bili največji najdeni popisani v literaturi ali pa kjerkoli popisani na svetu. Prej je bila mera nekje med 56 in 60 kilogrami, veliki so bili tam nekaj čez meter, tu pa vidite 6 samic, vse so bile breje, vse so imele embrije, ki so jih ulovili ribiči Delamarisa in mi, ko smo ocenjevali starost, mi smo obupali pri teh meritvah, zaradi tega, ker ti francoski ključi, po katerih smo določevali, naj bili zelo zanesljivi, ampak kakorkoli smo obrnili, so bile stare med 75 in 100 leti. In smo potem reči nehali o tem razmišljati, čeprav ta ključ je tako kazal. Ampak dejstvo pa je, da so bile zelo stare, dejstvo pa je, da so bile največje, torej 2,20 metra v premeru kril, torej če gledamo dolžino, celo dolžino okoli 4 metre, če gledamo še ta, bom rekel, bič, in imele so od nekaj 85 do 126 kilogramov, 86-26 kilogramov, kar so daljše največje primerke na svetu. Torej primerke nekakšnega gigantizma,
In danes je seveda ta podatek, če greste gledati to vrsto, seveda vsi to v tej vrsti pišejo. In ta vrsta je v bistvu kritično ogrožena, pomeni, da je na robu izumrtja, ampak se k sreči se še vedno pojavlja. Kritično ogrožena vrsta, kot sem rekel, je vrsta zadnja stopnica pred izumrtjem, torej ni več rešitve, ampak to se pa dogaja v zadnjih letih, kot sem prej omenil, ko sem rekel za prehrano, prihajajo v zadnje čase in teh posnetkov imamo kar nekaj, imamo fotografije, imamo posnetke, ampak tukaj vidite plunati morski golob na Piranski punti. Pravijo, da fotografija pove veliko več kot posnetek pove veliko več kot beseda, ampak jaz s tem absolutno strinjam. No, prej sem govoril, kaj se dogaja v morju, tudi tu se ukvarjamo, tudi dajemo tudi nekaj, bom rekel, poudarka, to je zelo aktualno. In imamo srečo, da zelo dobro sodelujemo z našimi kolegi. In da bi pomislil, da so morda najboljši strokovnjaki na tem območju kakšni Italijani, kakšni Francozi, pa Američani, pa Angleži. V zadnje čase je eden najboljših strokovnjakov, ki jih pač imamo v Mediteranu, je Hakan Kabasakal. To je Turk, zelo uspešen Turk, zelo plodovit Turk in veliko dela skozi na terenu. No in z njim smo objavili, nas je povabil, da pač to obdeluje, da naredimo neko raziskavo. Smo naredili raziskavo, kaj se dogaja v Turškem morju, v Marmarskem morju, ker so ugotovili, da je čedalje več morskih psov v plitvini. In do česa je prišlo. No in smo prišli do spoznanja, da prihaja čedalje več do primerov deoksiginacije v večjih globinah, kar se kaže na to, da prihajajo morski psi v plitvine. In ker je v plitvinah bistveno več, bom rekel, osebkov na enoto površine, prihaja pri njih do trenj. In to se potem kaže, da so ti primerki, ki se hočejo nekako razpršiti, bolj, bom rekel, pa manj odporni na ribiče, na ribiški napor. In zaradi tega prihaja do teh težav, da v bistvu v zadnjih letih vidimo razne morske prebivalce globin v našem okolju. Kako drugače razumeti pojav morskega psa sedmeroškrgarja? To je spet en primer, ko je kolega Luka Kastelic iz Kraljevskega parka Strunjan rekel, Lovrenc, pridi, imamo šesteroškrgarja, wow, to moraš videti, to je super, tako sem vesel. In potem, ko priješ tam, poveš, ne, to ni šesteroškrgar, to je sedmeroškrgar. In spet tista žalostna faca, pa sem mu rekel, to je še redkejši. In to je pomagalo, ker pač problem je v tem, da ta vrsta bila prvič najdena po letu 1948. Torej, gre za res zelo redek primer. Je pa bistveno manjši od svojega kolega, šesteroškrgarja, ki zraste do 6 metrov, tam ima samo meter pa 40, nekje v dolžino največ, ampak je pa to senzacija, ki kaže na to, da se nekaj dogaja in da dejansko beležimo v tej plitvi slovenski luži, ki premore največ do 33 metrov globine, nekatere vrste, ki so značilne za velike globine oceanov. No, glede šesteroškrgarja, če ste dobro poslušali, ste slišali, da je ta vrsta dokaj pogosta, da zadnje čase kaže, da nima istega vzorca kot recimo ostale vrste morskih psov in skatov. No, tukaj moja kandidatka iz Maribora, jaz sem poslomentor s kolegom Ivančičem, to delamo, ona se ukvarja z modeliranjem prostorskih sprememb. Tu smo dobili podatke od vseh držav, sodelovali smo z različnimi kolegi iz Alžirije, Libije, iz Libanona, Sirije, iz Turčije, iz Francije, Italije, Hrvaške. No in prišli smo do različnih scenarijev. Če vzamemo v obzir najslabši scenarij, tudi če vzamemo v obzir najslabši scenarij, se bo ta vrsta v naslednjih letih čedalje bolj pojavljala v različnih predelih Mediterana. Če pozamemo boljše scenarije, pa to lahko pričakovati še prej. V bistvu gre za vrsto, ki se bo še naprej pojavljala v drugih okoljih. Rezultati kažejo, da bo najbolj pesimističnem scenariju izgubila nekaj, bom rekel, primerkov na šestini celotnega območja, medtem ko vseh ostalih scenarijev, ki jih je 6,
pa kaže, da se bo povečala primernost za to vrsto marsikje po Mediteranu. To pomeni, da govorimo o zelo obetavnih primerih, pač kar je dobra novica vsaj v tem oziru. Torej, to kaže, da podnebne spremembe ne bodo negativno vplivali ne na razširjenost vrst, ampak da bodo nekatere vrste imele tudi neko konkretno korist. Morda še nekaj z vidika varstvene biologije, to je pomembno. No, s kolegom Soldom so tu naredili neko analizo za celoten Jadran in tukaj vidite, da so novice slabe. Torej, več kot polovica vseh morskih psov in skatov je redkih, to pomeni, in od tega je torej, pogostih samo torej 1/10, kar je slabo. Če pogledamo, kako je pa z ogroženostjo, pa vidimo, da je velika večina kritično ogroženih, to pomeni, govorimo o tem statusu, ki je rdeč, nekatere celo regionalno zamrle, tiste, kar je črno, drugače vrst, ki so izven, bom rekel, problema ogroženosti sta recimo ti dve plavi, torej skoraj da ogrožena near threatened, svetlo-modra in temno-modra least concern, kar pomeni manjše tveganje. Drugače vse ostalo je stanje slabo. Torej večina redkih in kritično ogroženih, kar je slab znak. No, zato poskušamo v okviru Morske biološke postaje z nekaterimi poskusi, z nekaterimi variantami, zdaj, ko seveda imamo sosede Hrvate v Evropski uniji, bo to bistveno lažje narediti. Takrat, ko smo poskušali s tem leta torej 2006-2007, je bil problem v tem, da je težko uvažati. Zdaj ne bo problema uvažati morskih mačk, da bi jih naselili na Piransko punto. To je bil prvi poskus na svetu, da bi nekdo ponovno hotel naseliti. Namreč morske mačke so zelo ogrožene v našem Slovenskem morju, na Hrvaškem so zelo pogoste. Problem je v tem, da so izpolnjeni vsi kriteriji na Piranski punti glede njihovega plena. To so razne vrste rakovic, razne vrste kozic in tako naprej. Tega je veliko, torej na podlagi seveda opazovalnih cenzusov, tega je dovolj. Ampak zdaj je problem, da pač je treba te stvari prepričati ministrstvo, da bi poskušali narediti nek prvi primer naseljevanja morskih mačk. Zakaj je problem? Ker pač ministrstvo hoče ugotoviti, zakaj je do tega prišlo. Mi smo nekako argumentirali, da je to prišlo zaradi ribičev. Oni bodo hoteli imeti argumente, da se to ne bi več zgodilo, tako naprej, kako lahko to nekako napovemo. Tako da tukaj gre za v bistvu nek način neke birokracije, ki jo treba rešiti, ampak jaz sem optimist in upam, da nekoč bo prišlo spet do tega, da bo morska mačka in ena in druga, to sta dve vrsti, tu vidite veliko morsko mačko, da boste spet del naše običajne biodiverzitete skalnatega dna. Smo se pa povezali tudi z organizacijo Erasmus, ki dela na Kanarskem otočju in smo rekli, da bi radi naselili sklata. Takrat ni bilo ne duha, ne sluha v sklatih na Hrvaškem, šele zdaj, zadnje leto prihaja do tega, oziroma zadnjih nekaj let. In takrat so nam rekli, da pač, da ne morejo, da niso za to, da bi se poskušali glede tega povezati, ker je atlantska populacija, torej bi bil problem v identiteti, ki bi lahko odstopala od tipične, bom rekel, jadranske ali pa od mediteranske, kar je seveda upravičeno, to absolutno razumemo. In upamo zdaj, da ko na Hrvaškem kolega Kosanovič v srednjem Jadranu lovi zelo pogosto te skate in jih spušča, da se bo preko slej čez 10, 20, 30 let ta vrsta vrnila v njeno naravno okolje. Namreč ti kanali, ki lovijo sklata na Hrvaškem, to je Šibeniški kanal in tako naprej, zelo dobro spominjajo na celoten Tržaški zaliv. In po favni in po obliki in po vseh danosti, tako da mogoče pa se bo to zgodilo. No in še nekaj slajdov. Torej, prva stvar, ki moram še povedati, za vse naše raziskave smo uporabili le ribe, ki so bile vejte kot prilov, strogo. V okviru svoje skupine, takrat, ko sem še bil, bom rekel, vodja, ko sem pač ustanavljal, sem absolutno zagovarjal nedestruktivne tehnike, torej neinvazivne tehnike. Nikoli se v okviru teh raziskav, ki jih delamo, ne ubijamo živali in tudi okolje puščamo tako, kot je. In še danes je naša glavna tehnika, so torej opazovalni cenzusi, kjer popisujemo
ker posnamemo, ker poslikamo, ampak ne ubijamo, ne ulovimo, ne poškodujemo. Druga stvar, ki je, da seveda danes je zelo povezano to, da se moramo povezati, tudi to predavanje na nek način pomembno z tega vidika, in sicer, da pač povezujemo ljudi v naše raziskave, da se dogovarjamo, da imamo dobre odnose z Piranskim akvarijem, da imamo dobre odnose z raznimi univerzami, ki nam dostavljajo študente in tako naprej, da imamo dobre odnose z raznimi kolegi iz različnih inštitucij, recimo Jožef Štefan, sem prej omenil, ali pa naši kolegi iz Miramara. No in to dostikrat dobimo na podlagi tega zelo zanimive stvari. Tu smo dobili od enega našega potapljača, Petra Valenčiča, en posnetek, ki ga je posnel nek otrok na polni plaži septembra meseca v San Simonu. In morski pes na pol metra globine. Simonov zaliv. In to tukaj smo tle v delfinu. Izolani prepoznate, da je to res Simonov zaliv. Dobro. No, tu so pa študenti, ki so hodili k nam delati razne naloge, zaključne naloge, vaje iz predmeta ihtologija. Moram priznati, da je bil vedno problem pri študentih Famnita, da ko smo se zmenili za malico, nikoli ni bilo malice, nikoli niso jedli, pa ne verjamem, da je to zaradi morskih psov, ampak so bili tako navdušeni. Druga stvar, mi smo mislili, 2-3 ure pa konc, nekje pa, mi smo to od 9, ko smo začeli, do 3, 4, 6 se niso hodili skipati. To je bila tak entuziazem. To so bili lepi trenutki, ker takrat je bilo še kar nekaj tega. In takrat smo vsi to delali, bilo je res zelo, zelo zanimivo in tudi vidim, da morski psi in skati so, bom rekel, nekaj takega, kar privablja študente. Se mi zdi tako nenavadno, je to nekaj zanimivega in tudi, da po svojih, bom rekel, močeh prispeva k tem biometrijam ali pa, recimo, bom rekel, pripravi vzorce za Jožef Štefan. Tako naprej, to je bila ena taka lepa izkušnja. Tega sem zelo vesel in upam, da bodo v prihodnje spet taki časi, da bomo to še več naredili. Zdaj pa tisto, kar je pomembno, kar je še zadnji slajd, ki vam ga bom, s katerim vam hočem še nekaj povedati, in to hrustančnice na poti brez povratka. Skozi govorim, konec je, oziroma ne govorim, da je konec, ampak govorim, da pač smo, torej govorimo o vrstah, ki se najhitreje soočajo z izginotjem. Govorimo o vrstah, za katere mnogi raziskovalci to trdijo in imajo tudi podatke. Kaj pa jaz mislim o tem? Koliko smo daleč, je to res nekaj takega? Pa bom odgovoril takole, glejte, majhna deželica v Sredozemlju, torej Slovenija, pride Grbavca, takoj se prebije kot najbolj odmevna novica in takrat vem, da so bile težave s Hrvati in ampak tistega dne ni bilo nobenih težav več, Hrvati so prišli iz Savudrije, Slovenci tukaj vsi opazovali tega kita, vsi so pozabili na celotno politiko, ni bilo nič pomembno, kaj se je dogajalo, vsi so hodili gledati tega kita Grbavca in nobeden ni prišel, bom rekel, s kakšno harpuno, kaj takega, ne. Čisto vsi so gledali, bom rekel, na to kot pozitivno, ne. Vi veste, ne, da obstaja neko otočje, ki mu rečemo Fersko otočje, kjer pričakajo trojke fantov, ki so stari 18 let, da dokažejo, da so postali odrasli, morajo biti kita pilota. In to se dogaja že več kot 700 let, se mi zdi, ne. In vsako leto je okoli, dajmo reči, v povprečju 1000 mrtvih pilotov, kar je grozljivo. In zaradi tega, dobro, imajo Ferske otoke velike težave, da bi prišli v razne ustanove ali pa, mislim, razne te, bom rekel, razna združenja, ampak vseeno, v UEFA, v nogometnem združenju so prisotni in tam so izpustili not, ampak drugače je to atavizem. Atavizem pomeni nekaj, kar je danes nepojmljivega in tako naprej. A vidite, tukaj pa in Slovenci in Hrvati pride kit Grbavec in vsi norijo, vsi bi ga videli, nobeden ne razmišlja o tem, da bi ga nabodel z harpunom in tako naprej, ne. Zato sem optimist. Optimist sem tudi zaradi tega, ko sem leta 2001 torej na lastne oči videl, ko je bilo plovilo polno, to je 10-metrsko plovilo, ki se imenuje Meja, na njem je bilo polno nemških turistov, ki so šli na velikonočne praznike. In videli so 9,5 metrov dolgega morskega psa orjaka.
Pa ne vem, isti prizor, ki so ga videli, ne vem, 5-10 minut se je ponavljal nekaj ure. Oni so skozi krožili tega morskega psa in ti so noreli in tulili in bili navdušeni in to je bil za njih dogodek, ne. In zato pravim, da morda pa seveda je tukaj pravo okolje, da se pač mi, ki smo mediteranci, da se zavedamo tega, kaj imamo in da bomo pač znali to tudi prenesti za naše otroke in za naše vnuke, da pač imamo ta odnos in veste, pri teh kitih, pa pri morskih psih, pa pri tunih, ne, veste, te ribe, karkoli živega nima zastave, ne, to je vse naše in se moramo skupaj zavedati, da bomo to seveda reševali. In seveda odgovor je ne, nismo še na poti brez povratka, še vedno so dobre opcije za naprej. Mimogrede, to, kar sem zdaj govoril, nastaja v novi knjigi, ki počasi se debeli in bo še konec tega leta verjetno objavljena, tako da boste tisti, ki vas bo zanimalo, boste si lahko pač marsikaj od tega pogledali. Bo napisano veliko bolj zanimivo, kot sem jaz danes povedal, vsaj to jaz mislim. In to je tudi vse, kar sem hotel za danes povedati.